Živ, na Primorskem sem, spet imam nekaj učtila. Tale kultivator oziroma freza, ali pa tle na Primorskem pravi, da je to kopačica. Sabo oziroma z mano je tudi Davor iz Zelenega sveta. Živ. Živ. On ima spleten portal, pa tudi YouTube kanal, tako da ga tle ne Popovču kakšen kaj spremljal. Je pa profesionalen vrtičkar oziroma vrtnar, a ne? Ja, prijatelj pravi, da sem kar vrtnar, tako drugače sem pa kmet z diploma. Aha, okej. Bova šla kar midva malo okoli njega, bomo pa še malo pogledali na terena, kako to deva. Tale model je MH600. Obstaja tudi več model, 700 izvedba, pa manjše variante. To pomeni, da ima tale tudi 6 konov in to spodaj na nožah. A pa misliš, da je to pa dosti za takle deva, ki je preveč, ki je premalo? Ja, zdaj, če bomo prve flance, solate, zelje ali pa karkoli tazga dali v zemljo, ti čist dosti, treba zemljo odpreti. Vidimo, da je klele že rahla, ampak tale težka ilovnata to dela brez problemov. Moramo imeti sicer dosti konjev, dobro je, da je to direkt prenos na zemljo, ne da se zgublja na prenosih, pa da ni 6 konjev samo na motorju, tako da je kle treba pogledati, ko se nabavlja motokultivator, tako da tole je stroj, ki dela. Pravzaprav treba sem spustiti na zemljo, ko je čas. A pa imaš to pa gas do podna? Greš delati aj kaj manj? Ne, kar se tiče gasa, gas mora biti na počas. Jaz raj delam bolj na počas, pa z občutkom. Nikoli ne dirkamo s strojem, ampak delamo, ker treba čutiti zemljo. Ko vidiš, kako se zemlja dela, toliko dodajaš gasa, gas dodaš malo več, če hočeš, da malo globi zakoplje, ali pa če hočeš, da malo podrobi kakšno stvar, če je kakšna večja kepa ali pa kaj tasga tudi zdaj, ko pravzaprav ne moreš s traktorjem na nivo, ko je mokro, pa če hočeš hitro za kakšno mlado čebulo ali pa kaj tasga, greš tam čez, pa pol nam obrazdi malo zadržiš, malo več po gasu, tam lepo obdela, sicer pa treba delati, takrat, ko zemlja lepo razpada v mokro, pa v blatno zemljo, tudi klele imamo kar dokaj vražno zemljo, bomo povedali, kako se dela na tej zemlji. To se pravi podoben kot s traktorjem pa s velikim mašinam. Kolikor odvisno od zemlje, to boš dal gasa, tako se boš prilagodil in to je to. To je to. Če bomo podivjali, pa nima smisla, nas bo pa razmetavalo, pa pravzaprav lahko še korigiramo. Kako pa praviš ti temu? Ja, jaz pravim temu, kar distančnik oziroma globino obdelave tal določa. Klele pač premikamo gor pa dol, pa še imam klele fiksno, drugače pa lahko tudi premika. Premikamo pa takrat, ko hočemo kakšen medvrstni prostor, recimo v sadovnjaku, pa kaj tasga. Pa med drevjem pa to, da majhen. Tako, med drevjem, da lažje zavijamo. Če pa klem nimamo fiksno naštiman, več moči ga nam gre v roke. In zdaj, ki je fiksen, bo lepo držal, ga sem globino določimo, gre lepo naravnost. Če bi ga imel počrafanga, potem pa malo pleše, pa moraš več moči. Tako pa delaš sem lepo z gasom, z občutkom. In jaz so komod za eno roko delam, z drugo lahko, ne vem, sendviče da zraven. To se pravi, da nismo zloma na konc dneva? Ja, če delaš z občutkom, sploh nisi nič zmatram. Menjalnik je dvostopenjsk, vidim 2 brzine naprej, ena nazaj. Kako pa to pa kaj uporabljaš, kdaj? Pa je to kaj sklopke? Ne, tole pravzaprav vidimo, da je dvostopenjski menjalnik brez sklopke. Seveda zmeraj, ko začnemo, imamo vlero po domače. Delovno je pač prva stopnja, to, kar delamo po njivi, po vrtu, po gradicah. Druga stopnja pa jaz uporabljam večinoma za transport, takrat, ko se rabim hitro nekam premikati ali prijeti do Prekolce. Kar se tiče pa rikverca oziroma vzvratne vožnje, je pa tako, da pri tem menjalnikom je to super, zato ker je varnost na prvem mestu. Ko ti greš iz delovnih obratov, se moraš ustaviti, moraš zamenjati, če imaš to na ročkah, se včasih zgodi, greš na rikverc, hočeš hitro delati in imaš hiter stroj na noge. Takrat je pa včasih že prepozno, odvisno kaj si obut. Predvsem tukaj za tiste, ki nimajo občutka, kako delati, daš na enko, peleš, dodajaš samo gas, a hočeš malo več obratov ali manj. Dvojka je za vožnjo, vzvratna vožnja pa je takrat, ko nekaj popravljamo na gradicah. Tamle ne vem, koliko se vidi, ampak je luknja. In zdaj lepo je to majster nazaj zasul. Evo, se je kar odsedel. Tole pojde nazaj pa za, evo jo, kar vrti. Zdravo! Zdaj pa cel polje na koncu bobali. To je glavna prednost, varnost pa jasna ločljivost namena rabe. Je pa še tale kolo spredi verjetno tudi za transport, da se pojde dol zloži, a ne? Ja, seveda, se jo pač pržge, pele, mi lahko tudi klele pač spustimo pol višino. Predvsem je pa ta kolešček spredaj dober zato, da nam pravzaprav olje ne zliva motor. Pri tistih, ki nimajo koleščka spredaj, se lahko prevrne in če pade kažel čez, pa nam malo pržgal. Tale izvedba ima tudi delovno širino 86 cm, fleten ima tudi tele zraven, diske,
To je pa kako pa malo za obmej, pa da vidiš tam, se vrti, pa da imaš. Ja, če imamo tu nekje površina, ki rabiš recimo blizu kakšnega robnika, ti potem ne zagrab. To je pa distanca, pravzaprav, ki varuje varnostno. Jaz recimo, ko delam kakšen vrt in grem čist do ploha, lahko ga držim na distanci, da ga čist do roba, praktično na centimeter obdelam zemljišče natančno in to je super pravzaprav za tista fina dela ali pa na kakšnem krasnem vrtu, ki kakšne ploščice so zraven, sigurno ni lušen, da ploščice zapneš in se ga da držati čist na centimeter. Kako pa je recimo, kaj na kmetah ima drugače polje ali pa vrtiček, kako pa je to kaj časovno, pa zemlja pa tudi, le vidim je dosti ilovnata, še vse glih dosti taka. Problematična, ja. Zdaj, kar se tiče ilovnate zemlje, mi imamo pri nas na Dolenjskem tudi ilovnata, na naši površini ti imaš pri sebi bolj peščeno. Ja. In na peščeni zemlji greš s tem lahko hitro. Bistveno hitreje se posuši zemlja, hitreje se da delati. Pri ilovnati zemlji pa tudi tukaj vidimo, da treba počakati. Zdaj prvo rundo bomo šli tukaj samo površinsko odpreti zemlja, tukaj da več zraka spustimo, da tukaj malo burje pa sonca. V spomladanskem času štartamo na ilovnati zemlji nekoliko kasneje, na peščeni siguren, kakšen teden prej. Drugače ima pa ilovnata zemlja polet prednost, da več voda zadrži, prva so pa rastline bolj žejne. Je pa tale tudi kar dosti vlažna, to pomeni, da se zna pa friza kot sama tisti noži pacati. Ja, zdaj ne delamo, ko se noži pacajo po domače, tega ne moramo delati. Ne. Tako da se mora razpasti, ne da ekipa ostane. To se mora razpasti in taka glinasta zemlja treba počakati. Mi bomo tukaj samo površinsko odprli zemljo, razrahljali. To ni že za obdelavo, za seto, sajenje. Vreme ima velik pomen pri takih vrčih. Ja, vreme je to glavno in predvsem tukaj ima pa glavno vlogo zemlja. Davor, ko smo bolj tega foha, daj me povej, kva se dela, kaj sedi, vse je, kva je primerno? Grah pa bob bi že mogla biti v zemlji, česen, čebula, jesenski česen je že v zemlji, tisto spomladanskega čaka čim prej v marcu. Solata iz sadik je super, je pridelek dosti hiter, kar se tiče ostalih vrtnin, ena prvih je zgoden zele, takoj zdala v zemljo, čim prej tudi cvetača, ohrovt. Mi imamo pravzaprav kar veliko vrtnin, ki jih lahko sejemo pa sadimo takoj. To se pravi, naša doma čaka še precej diva. Ja, lejte, zdaj spomlad, prvo moški morajo tole pripraviti zemljo, včasih tudi ženske to delajo, ampak ponavadi je bolj to moška reč, one bolj komandirajo, kdaj je prav cajt, ampak le smo povedali, kdaj se dela. Hitro bo treba sejati pa saditi, da bomo imeli pridelek tam že do junija in pol pač začnemo s poletnimi setvami, sajenjem za konc poletja, za jesen, potem pa tretja runda je pa pol jesenska setva in sajenje za zimo. Cel let imamo na zemlji del. No vidiš, pa če se toliko madi, pa najbolje tole poženeva, pa še malo se že gor baši, da ne bo še kakšnega dežja. Ja, hitro treba odpreti zemljo in tudi če dež pade, bo šla voda hitreje not, več bo zraka. Ko bo še enkrat cajt, bomo čez to zemljo šli še enkrat, zato da bo res optimalno pripravljena zemlja, ker naše osnovno orodje je zemlja. In če zdaj ne delamo dobro, pač imamo lahko cel let problem. Zato je treba zmeraj zemljo nežno pa počasi. Najbolje poženeva mrcino. Ja, dajmo. Ti už smo pokomentiral, pa še jaz probal, pa je. Preden poženemo mrcino, treba zmeraj pogledati, da je noter še kakšno staro gorivo, ki tisti ni dober. Jaz se zmeraj, ko jesen končam, ga spustim, da pokur gorivo do konca, zmeraj ne dotakam preveč, tako da sveže gorivo natočimo, ker drugače imamo problem. Pa štartamo in gremo, tako da najboljš, da kar potegneš. Najbolje jaz potegnemo. Ja. Imaš? Ajde, gremo. Poženi mrcino, mojo dolino, naškiga do konca, naj tuli pokad celo noč. Poženi mrcino, ciljno ravnino, da slišim na glas, ko ga pritiskaš, daješ gas. Moj je močnejši, večji, hitrejši, primi, da čutiš to moč. Evo, Klemen, boš ti malo probal? Daj, da vidimo mrcino. To se pravi, tole je za naprej? Ja, tukaj moraš najprej imaš spet varnost. Zmeraj imaš pritisnem dol, tako da z obema rokama prim, da te ne vide. Prvo se to drž tukaj, gasa imaš dost, daš dol. Če se hočeš ustaviti, sem spustiš od vsega. Poženi mrcino, mojo dolino, naškiga do konca. Pa vidiš, da te nič ne zanaša, daj probaj za eno roko delati, z uno. Gre, ne? Ja. Poženi mrcino,
na glas, ko ga pritiskaš, daješ. To se pravi za globino pa malo gasneš ga, pa malo bolj v tla ti šel. Ja, to je to. Ja, zdaj, če hočeš bolj počas, sam not porineš, če pa spustiš, ti pa zbeži. Ne? Ja. To se pravi, zemljo moraš čutiti, pa je. Ja, to je vse, kar rabiš. Zemlja je vidko kot ženska, lej. Če si prijazen pa dober z njo, bo fajn, drugače pa bo cel let problem. Drugače so pa težave, ja. Ja, lej, tako je. Tukaj se malo nabrali, ker je zemlja prevlažna, tako da bomo malo spucali, pa šli naprej. Drug teden verjetno se pa brez problemov delalo, ko bo sonce, pa kle burja. Zmeraj treba delati, kot te pravi cajt, to je vse, cela modrost. Kakor se vidim, sem se le zadnji tecov, ne, malo hodam. Je pa tle tudi opcija, da se tale ročaj pa zastuče kraj, da se posukam hod, oziroma da ne tecaš, da je zraven. V obe smeri gre. A pa na uno stran. Zraven se lahko dobi tudi kolesa, pa plug, to pa se krompira, ne? Ja, točno tako, ne. Tukaj imamo plug, pravzaprav, tukaj zamenjamo to zadevo. Tukaj zadaj imamo pa še tak distančnik, ko določamo, koliko široka oziroma kakšna naj bo brazda, tako da poljubno naštimamo. Če to, kar se tiče zaspraviti, je pa zelo enostavno, gre zelo na majhen prostor. Spredaj imamo pa še kolesa, samo zamaknemo. Tukaj vidimo, se sam sname komplet gor, nasedi in pol laufa, kolo zadaj. Pa plug vleče. Včasih smo imeli kona, zdaj pa imamo tukaj noč 6 konjskih moči, tako da boljš, da to dela kultivator, kakor pa, ne vem, 100 metrov motikanja. To je bistveno težje. Zaenkrat je to. Malo sem pokazala mašino, malo zemljo, tako da je Davor, hvala lepa za nasvete. Hvala za povabilo. Imaš še kaj takega za povedati? Jaz bi sem pozdravil vse tvoje sledilce, ki so super. No, vidiš, hvala lepa. Drugače, kaj še več na svetu pogledate na zelenisvet.com, njegovo spletno stran ali pa na njegov YouTube. Glede mašine same, imate pa na unikomersu.si še več podatkov, cene. Še kar je aktivna koda Bobnar 7. Če kupite kjerokoli štilovo napravo, dobite zraven še kapco. To je pa to. Živ! Ženi mrzino, ciljno ravnino, da slišim na glas.